Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas. Danes je z mano režiser, scenarist, tudi igralec, kot bomo zvedeli, Avgust Adrijan Brac, ki pa je bil v mesecu marcu na rezidenci v Kubedu. Morebiti ste videli tudi njegov film, ki je bil že predvajan. Torej, lep pozdrav, Adrijan, kako si kaj? Dobro, hvala, da sem lahko tukaj. Si bil zdaj, ko si prišel na rezidenco, prvič v Kubedu? Ja, nisem niti vedel za Kubed, iskreno. In kako je potem to izgledalo? Kje si se prijavil, za kakšno rezidenco pravzaprav je šlo? Si zdaj v neki romantični hišici stanovalcev mesec? V bistvu Društvo slovenskih režiserjev, čigar sem član, oni so mi poslali in iskreno jaz sem samo hotel ven iz Ljubljane in to je bilo na Primorskem, Kubed, videl sem to fotografijo hiše in sem bil, ok, gremo poskusiti in sem pol si izmislil en projekt, en dokumentarni film in moram reči, da je bilo super, no, da je romantično, je inspirativno. Jaz sem se zelo s skupnostjo to povezal, ker tudi moj dokumentarc je v bistvu govori o nekakšen prerez generacij in o tem, kako smo včasih in danes živeli, kakšne ambicije smo imeli, želje, kaj ustvariti in kako današnja generacija se mi zdi in tudi že moja generacija je mlajša, imamo nekako vse možnosti, to nam skozi govori, vse je mogoče in da nas to hkrati malo omejuje in dela anksiozne, v smislu ne vemo, kaj bi naredili, če je vse mogoče. In skratka, to potem primerjam z nekaterimi ene gospe, ki sem jih intervjuval, so stare 94, ena bo 100 let letos in totalno druga generacija in kako v bistvu ta generacija gleda na, kako je takrat razmišljala o tem, kaj bi rada v življenju počela, ambicije itd. Torej, danes se pogovarjava en dan pred projekcijo, čeprav razumem, kje pa bo projekcija? Projekcija bo v Kubedu v dvorani. In to je to. Mislim, Kubed je mali, torej jaz mislim, da če se pride tja pa reče dvorana, je to pač se ve, ker je to samo en prostor je možen kot dvorana. Zdaj, kako pa si potem prišel si v Kubed, nobenega tam nisi poznal, povedali so ti, kje te čaka ključ ali kaj podobnega, potem pa kaj, si šel v prvo gostilno in čakal, da pride kdo mimo, si šel trkat po vratih svojih sosed, kako si prišel do sogovorcev? Moja ideja je bila, da v bistvu bom trkal in da malo moram tudi pol ta strah mislim, nimam lih strahu, ampak vseeno mi je malo neprijetno, ker ljudi začeti nagovarjati in jih spraševati za moj projekt. To je bila moja ideja, ampak na srečo so imeli glih, ko sem prišel po enem tednu, so imeli skupščino in so me pol povabili tja in tam je bilo 40 ljudi in prva skupščina letos, skratka resne teme, kaj je treba narediti v vasi in tako naprej. In pol so mene predstavili. Moram reči tudi zelo smešen trenutku, ker so se začeli kregati glede ene stvari in pol je v tej tenziji pol tako in imamo tukaj rezidenta. In pol sem jaz pač na srečo to znal obrniti v neko smešno prigodo in skratka jim povedal, zakaj sem tukaj in da jih bom v bistvu pristopil k njim in da jih bom začel intervjuvati in to in da naj se prosim javijo in tako naprej. Niso se javili, ampak so bili pa zelo dobrodošli in so me sprejeli zelo lepo. Kako pa si potem prišel do sogovorcev, če se nihče ni javil? V bistvu sem v bistvu že na tej skupščini potem do nekaterih prestopil, plus povedali so mi, ja, moraš z njim govoriti, moraš z njo govoriti, ona ve. Na začetku so tudi se mi zdi, da mislili, da delam dokumentarec o Kubedu samem. Jaz sem pa v bistvu Kubed bolj vzel kot nek kozmos, kot nek mini svet in poskusil najti vse različne in tipe in generacij in v bistvu nekih profilov ljudi v Kubedu, ki ima približno, bi rekel, 130 ljudi. In na srečo sem najdel od 16-letnih raperjev do 99 let stare gospe, ki sama živi, še vedno vse sama dela in ki je polna življenja. Torej.
Pa so z veseljem spregovorili potem ali si moral malce vrtati v njih? Sem mogel malo vrtati, zaradi tega, ker se mi zdi, da sem tudi spoznal s tem projektom, s tem mesecem to dušo Istre in se mi zdi, da čeprav so odprti, vseeno nekako tako mešano je. Se mi zdi, da sprejmejo te z odprtimi rokami v svoj dom in tako, ampak po drugi strani pa tudi, kar je razumljivo, ne... se mi zdi, da sem mogel jim razložiti, zakaj me zanima, kakšna zgodba me zanima, zakaj me zanimajo oni in potem so se odprli in pol smo se tudi po ure pogovarjali. Ampak na začetku pa je bilo malo v smislu, kaj hočeš od nas, ampak to je pa mislim, da tudi, ko sem se z enim zgodovinarjem pogovarjal, se mi zdi, da povezano s tem, da je v Istri vedno so bili skratka pod Benečani, pod Avstro-Ogrsko, pod Jugoslavijo, Slovenija zdaj. Skratka, imajo občutek, da so nekako malo z njimi drugi tako premetavali in mi je rekel ta zgodovinar, da nič niso dobrega pustili, ampak samo vzeli. In to nekako je tako, se mi zdi, da malo v duši, torej se mi zdi, da so malo bolj zadržani, kot se sprva zgleda. Ni bil pa to tvoj pravzaprav prvi stik z ljudmi na način snemanja dokumentarnega filma. Bi mogoče lahko primerjal torej s filmom Smeh, na katerega zdaj namigujem. Je šlo za podroben način dela, vse je že skoraj 10 let od tistega filma, nabral si kar precej izkušenj od takrat. Je sploh primerljivo delanje tistega in tega filma? To je zanimivo primerjati, zaradi tega, ker v bistvu sem se tudi odločil, da bom pokazal Smeh na tej projekciji jutri, ker imam en kratek igrani film, ki sem jih naredil, ampak je toliko svež, da še nikjer ni bil pokazan in iskreno je producentka rekla, ne še, počakaj, bo premiera. In sem se pa odločil za Smeh, ker Smeh je bolj observacijski dokumentarec, nisem v bistvu toliko delal intervjujev zares. Ampak je tudi Smeh v bistvu prerez skozi generacije, samo da takrat sem v bistvu bolj konceptualno se vprašal, kako Smeh uporabljajo, izkoriščajo in različne generacije in se z njim sporazumevajo, od otroka do babice dementne, ki hodi na jogo smeha. In je v bistvu tako nekako sem to poskusil zgostiti. In je pa to bil študijski dokumentarc, kar pomeni, da študentski film, torej smo imeli tudi drugačna pravila, igre, v smislu, koliko časa imaš, da posnameš, kakšna ekipa. Ko imaš en mesec, kolikor sem jo tukaj, se mi zdi tudi več materiala se je nabralo, definitivno. A si tukaj v Kubedu snemal sam? V bistvu sem snemal sam, torej to je tudi bilo prvič po mojem. Sem snemal že nekaj tudi eksperimentalne filme sam, ampak načeloma vedno poskušam biti režiser, pa da je zraven direktor fotografije, ali pa direktorica fotografije, pa zraven potem še nekdo na zvoku in da smo vsaj mi trije, če so dokumentarci, če igranje je velika ekipa, ali pa mislim vsaj nekih 10, ampak tokrat sem pa res bil sam, torej sem rabil malo časa za v bistvu vse preštimati, zvok, kamero in svoje vprašanja. Ampak moram reči, da je bila to tudi prednost, ker sem bil potem s vsemi temi ljudmi sam v prostoru. Torej, oni niso imeli občutka neke ekipe, nekih tujcev, ampak so vedeli zame tudi zaradi tega, ker se je to napovedalo že naprej. In pol, ker sem pri eni naredil intervju, je ona povedala naprej. Vsi so vedeli že, pri kom sem delal intervju in so me tako lepše sprejeli. In se mi zdi, da je bilo zaradi tega lažje, ker so se sam z mano pogovarjali, niso imeli občutka, da imajo velikega občinstva. Glede na to, kakšno vsebino imaš v tem filmu, bi lahko rekel, oziroma se misliš prijavljati tudi na festivale antropološkega filma mogoče? Evo, dobra ideja. Nisem niti takoj pomislil. Definitivno sem pomislil na festivale, pa da bi to prijavljal, ampak evo, bom si zapisal, si moram zapisati in
bom to izkoristil. Ja. Ja, saj festivalov je res malo morje, verjamem, da sicer nek seznam festivalov že imaš, prejemal si tudi že nagrade v preteklosti, ampak da bi mogoče tudi se malo vrniti čisto na začetek. Torej, rodil si se v Berlinu in potem prišel živeti v Slovenijo. Ponavadi vemo, da gre sploh za ljudi, ki jih recimo zanimajo bolj umetniške zvrsti, za obraten proces, torej da grejo v Berlin. Kaj pa je pravzaprav tebe prineslo v Slovenijo? Mislim, ta prva odločitev ni bila moja, ampak je bila od družine. Oba starša sta tudi filmarja in oče je študiral v Berlinu. In ni iz Berlina, ampak je študiral v Berlinu, mama je pa takrat, mislim, da dobila dejansko neko rezidenco, pa smo se tudi po rezidencah v Berlinu in se zato se odločila živeti en čas v Berlinu in takrat sem se jaz pol tam rodil in smo pol 2 leti tam živeli, torej jaz ne spomnim toliko Berlina od takrat, ampak baje so bile neke avtobombe, je mama rekla in da zaradi tega rekla, hočem nazaj v Slovenijo, takrat je bilo malo po padcu Berlinskega zidu in tako in neke tenzije, ampak jaz se vsako leto vračam v Berlin, jaz se počutim tam doma, sem bil tudi na rezidenci v Berlinu, moj prvi, kjer sem tudi delal en dokumentarc v bistvu o tej neki dvojnosti, o tem biti tujec v Sloveniji in hkrati tudi v Nemčiji. Že od malega sem tukaj tako se počutil in tudi dali so mi to vedeti kot otroci, to me je vedno fasciniralo, ko si star 6, 7 let, 8 let, sem poslušal Tinaci ali pa kaj takega, ker sem pač bil edini, ki sem nekako z Nemčijo povezan bil, ampak ko pa pol odrastaš in študiraš, pa seveda so vsi rekli, Berlin, zakaj si nisi vrnil ali pa zakaj ne bi tam delal in moram reči, da imam tam kar nekaj prijateljev in tudi nekih sodelavcev in en dokumentarc tudi, ker sem jaz delal glasbo za njega, je imel premiero na Berlinalu in torej ne vem še točno, mogoče bom živel v Berlinu pa delal. Nisi pa še resno razmišljal o tem? Resno sem razmišljal, sam nekako si mi zdi, da mogoče ne čist tako, nisem še res racionalno razmišljal o tem, v smislu z vsemi plusi in minusi. Mogoče pa je tudi malo cona obdobja zdaj tukaj, ker vseeno sem toliko zdaj ljudi tukaj spoznal in kot samozaposlen v kulturi skozi čakaš oziroma čakaš na projekte, iščeš projekte, pa sam si jih narediš. In tukaj nekako imam zdaj dovolj, že tudi in vez in vsega in poznanstvo, da v bistvu, da nekako na srečo skozi najdem neke projekte oziroma projekti najdejo mene. In ne vem, mogoče tudi v Berlinu, čeprav imam tudi neka poznanstva, se mi zdi, da bi začel, da bi naredil korak nazaj, ampak mogoče je bilo to za boljše, da bi pa lahko naredil 2 naprej. Skozi o tem razmišljam, no, torej bomo videli, no. Mislim, da je še odprto. So ti kdaj očitali mogoče nepotizem v tem smislu, da sta tvoja mama in oče vendarle odmevni imeni v svetu filma na slovenski sceni, gre za Majo Vajs in za Petra Bratca. Si torej moral sam utreti to pot ali so ti vendarle pomagale tudi kakšne vezi tvojih staršev? Jaz mislim, da jaz poznam besedo nepotizem že od vedno, zaradi tega, ker sem sam se bal tega, da bo ljudje to tako sprejeli, kar je razumljivo, glede na to, da starši delajo enak poklic kot jaz. Ampak moram reči, da iskreno, ja, so mi pomagali in iskreno tudi ne vejo za veliko stvari, ki sem jih naredil sploh. Torej, v bistvu so, odkar sem že na AGRFT-ju, recimo veliko profesorjev in celo dekan tudi ni vedel, da sem njun sin še par let po tem. To mi je rekla enkrat mama. Zakaj? Ker imam priimek po očetu in oče je manj poznan tukaj, oziroma bolj pod, ne vem, poznavalci. In jaz nikoli ne razglašam to, ampak zdaj pa, če še kdo omenjam, sem vesel, sem ponosen tudi na svojo mamo, mi je inspiracija kot neka močna ženska, kot feministka, kot ustvarjalka in to mi definitivno je del mene.
Glede pomoči pa se mi zdi, da je bolj tako, da sem jaz glih zaradi tega, ker sem imel skozi v mislih, ok, nočem, da mi je dano, nočem, da mi bo rekel, da mi je dano, sem se tudi vrgel v en težjih recimo poklicov v filmskem poslu, to je biti asistent režije, ki v bistvu poslušaš od vseh, vsi dajo nate svoje probleme in moraš vedeti vsem vse. In vse to je dosti normalna pot za režiserja, da gre kot asistent režije, ampak se mi zdi, da to me je nekako tudi tako, da sem se s tem tudi sam nekako, da sem pridobil neko samozavest in da sem našel samo svoj pot, da nisem imel občutka zdaj, da mi je karkoli bilo podarjeno, ampak je takega. In se mi zdi, da ogromno projektov, ki sem jih naredil, ali pa bi rekel večina projektov, vseeno je tako, da sem v bistvu delal z drugimi, ki niso niti, ali so vedeli ali ne, ampak ni skratka, da bi oni nekako pomagali. In tudi iskreno nista, oče sploh ne, mama pa tudi se ne ukvarja s tem, ker ima dovolj drugih zadev, nista tako, da bi koga poklicala pa rekla, dej bodi ti, dej vzem ga sabo, dej ga tja. Ampak moja teta je producentka in v bistvu ko jaz sodelujem z njo in pri njenih filmih, pa pri filmih od mojega strica, ki je tudi režiser, torej je tak family business. Ampak nič ni nepotizma. Ja, nič. Vse je to na ključe. Ne, mislim tako, jaz mislim, da je to tako, glede tega je tako, neko možnost sem prej dobil, glede nekih stvari, ampak prvo sem seveda mogel narediti svojo pot, pa to. Ampak je pa to zaradi tega bilo še nekako meni osebno težje, zaradi tega, ker sem se mogel dokazati dvakrat bolj, da ne bo kdo mislil, sej, glej, job not well done. Torej, jaz samo tako hočem narediti res dobro delo, in se mi zdi, da rezultat je tega, da sem pol sodeloval z drugimi, ki me ne bi vzeli, če ne bi znal to delati. In to sem si hotel dokazati, pa drugim dokazati, zaradi tega, ker nisem hotel, da sam to prije čez, da mi je lahko glede tega. Pravzaprav zdaj, kot govoriš, se zdi, da ti je lahko še na dveh frontah težko, pravzaprav, če narediš kaj narobe, ne samo, da ti bojo na filmskem setu zaradi tega težili, še doma ti bojo potem težili. Ne? Kaj mi je pa sestra rekla? Ja, mislim nekako res, ampak moram reči, da se res nikoli nisem, res se poskušam ne s tem ukvarjati, v smislu tudi, da ne govorim, ne razmišljam preveč o tem, ampak iskreno vsi posli, mislim vsi filmski posli, ne bom rekel zdaj, vedno sodelujemo z ljudmi, s katerimi radi sodelujemo, povabljamo v projekte, ali pa sem povabljen v projekte, torej od ljudi, ki razumejo tvoje delo oziroma tvoj vibe in radi sodelujejo s tabo. In v bistvu sem jaz potem pač ugotovil, da nekako na nek način, mislim, veze so na nek način skoraj vse, ampak ne glede na to, a si iz filmske familije ali pa ne, če si v ta pravi kliki, če si med cool folkom, ker se recimo sem časih počutil, da nisem, mogoče ali zaradi tega, ker je kdo mislil, da mi je bolj podarjeno ali pa kaj takega. In če si v tej kliki, pol dobiš tudi določene posle in pol te povabijo tja, torej je v bistvu nekak način nepotizma veliko. Ampak imajo pa verjetno starši, širša družina, kot zdaj slišimo, kaj veze s tem, da si pravzaprav sploh šel v ta posel? Kdaj se spomniš, da se je začela tvoja ljubezen do filma pravzaprav? Moram reči, da sem od malega že bil na setih in to se spomnim, da mi je bilo fascinantno, a hkrati pa tudi kot otrok, jaz sem bil star, mislim, da 7 let, 7-8, ko je mama snemala svoj prvi celovečerc in je bil to velik set, 50 snemali niso imeli,
so snemali Govorijo Varuh meje in so snemali na Kolpi, postavljali kamero čez pol Kolpe, eno vožnjo, pa tako. Skratka, to me je fasciniralo, po drugi strani pa, kot otrok, mi je nekako, ker sem bil tako porinjen v to, da nisem razmišljal, da je to nekaj ekstra posebnega. Tako malo mi je bilo samoumevno. In fasciniran in hkrati tako pač je. In v bistvu potem pa skozi srednjo šolo, pa glasbeno, pa tako, sem pa v bistvu bolj glasbo sprejel, bi rekel, pol pa se vrnil nazaj na film. Torej, nekako prva ljubezen vseeno je glasba, pa se pa film pridružil in nisem šel prvo direktno na AGRFT. Nisem razmišljal o tem tudi, da bi takoj šel delati filme, pa me je pa vseeno premamlo in sem rekel, ajde bom poskusil, grem narediti. In ne vem, nekako se ga nisem mogel losati. In zdaj pa ustvarjam v glasbi in filmu. Si potem mogoče hotel na drugo akademijo, na glasbeno akademijo? To pa moram reči, da iskreno nisem bil dovolj kvalificiran za to, ker sem naredil nižjo glasbeno. Potem sem se začel ukvarjati z DJ-janjem in sem v bistvu naredil na SAIA institutu v Ljubljani, ki je še bil, sem naredil glasbeno produkcijo, elektronsko glasbeno produkcijo in sem to združil. Torej sem bil v bistvu, sem delal elektronsko glasbo, pa bolj eksperimentalno glasbo in do mojih glasbenih kolegov, ki so glasbeno bolj izobraženi, lahko pač priznam, da nisem bil dovolj sposoben v smislu znanja, da bi se tja prijavil. In tudi iskreno nisem razmišljal o tem. Moram reči, da moj oče je punker in en prvih punk bendov je imel v Nemčiji in ta nek mentality, ki ga je on name predal, ki ima tudi svoje minuse, ampak pluse od punk mentality je to, da je kao, če znaš govoriti, znaš peti. Torej, pač sam do it, pač naredi in to je to. In jaz sem pač tudi dosti tako, nisem razmišljal, a jaz zdaj znam komponirati glasbo ali ne za film, ampak sem se sam sedel na klavir, začel improvizirati in pol začel neke arrangement, da je malo elektronsko pisati in tako naprej, ampak vse nekako samouk, ampak imel pa odzad to v mislih, sej je pomembnost, da imam to diplomo. Kakor tudi pri filmu je veliko ogromnih filmarjev dobrih, ki nimajo diplome iz filma, ampak seveda je pa, jaz mislim, da je težji zaradi tega, ker je pot daljša. In ja, tako nekako. Pa, ko se na primer spraviš skladati glasbo za film, delaš kot Ennio Morricone, preden se film snema, ali delaš v postprodukciji? Se pravi, ko je film že posnet, potem pogledaš film in ugotoviš, kje bi bilo primerno, da so kakšni glasbeni odlomki? Oboje. Torej, recimo zdaj v Kubedu sem tudi prinesel svoj skoraj cel glasbeni studio, kar pomeni danes računalnik, zvočnike, ampak sem pa v bistvu tudi prinesel ene 7-8 synthesizerov in drum mašino, torej nekaj tudi analognega, dosti pa teh pluginov, torej na računalniku. In sem v bistvu samo se igral in ustvarjal in to bo tudi glasba za ta dokumentarni film. Ampak, in tudi včasih, če me kdo v bistvu, ki me povabi, tudi, ker sem pri plesu, recimo, skladu, kjer tudi, recimo, niso vedeli, ker je čisto druga sfera in nimajo pojma o tej povezavi glede filmske družine in tega. Tam sem, recimo, bil res free, zaradi tega, ker sem lahko delal glasbo čist iz nekega istočnic, ki so mi jih dajale, punce, koreografinje in potem iz tega. Včasih pa je, in večinoma pri filmu pa je, da imaš, rabimo minuto 20, rabimo 34 sekund glasbe, tukaj se nekaj in v bistvu skladaš na sliko. In se mi zdi tudi, da mi pomaga to, da sem režiser, ker niso vsi dobri glasbeniki, dobri filmski skladatelji.
ker glasbeniki hočejo imeti kontrolo nad svojo glasbo, kar je razumljivo, ampak pri filmskem skladanju tega nimaš. Ampak režiser se odloča, reče, veš, to mi je pa preveč, to mi je pa premalo, ali pa ta inštrument, ne vem. In moraš biti zelo tako v smislu, nekako pragmatičen in v bistvu potem, če ne deluje, ne deluje. Čeprav sem se s tem lahko par dni, en teden ukvarjal ali pa še več, ne deluje. Torej, ampak meni to paše, se mi zdi, ker nekako so neki deadline in je treba glasbo končati. Torej, jaz moram to glede svoje glasbe še realizirati, da bom končno kaj objavil in svoje glasbe. Mogoče najprej pod vzdevkom, da preveriš situacijo. Mogoče. Vse to, jaz mislim, da je samo nek strah, ne vem zakaj, ampak nek strah in sem naredil en beat za en song, instrumental, torej beat za Vaca, za tega raperja, ki je bil tudi na njegovi zadnji plati in to je v bistvu prvi tako uradno javni nek song, ki sem ga podpisal in da ni iz filma. Ampak to mi je super, ker sem že naredil nekaj, mu poslal, njemu je bilo všeč, mi poslal nazaj in pa je naredil lirikse in posnel in tako. Pa, ko skladaš, pravzaprav delaš potem glasbo, ki izpade, kot da je bila prav digitalno narejena, ali uporabljaš zdaj, ker imamo pravzaprav že tako dobre načine delanja zvoka s pomočjo računalnika, da se lahko sliši naprimer tudi violinski solo. Ali uporabljaš torej tudi take stvarne inštrumente v svoji glasbi? Recimo za film od kolega Martina Draxlerja, režiserja, njegov študentski film Max, sem naredil cel soundtrack z melodiko in z basom. Kaj točno je melodika? Melodika je, sliši se, tudi če jo pravilno podkrepiš z reverbom pa s parim efekti, lahko daje efekt harmonike. Harmonike. In je pa v bistvu taka klaviaturica, kjer opihaš noter in zraven igraš na klaviaturo. Čist sem, danes zmeren. In skratka, in je v bistvu cel soundtrack bil zelo analogen, torej je živo posneta glasba. So pa drugi soundtracki, kjer je pa recimo lahko vse sinti ali pa vse celo sam z nekimi soundscapi, ker je vse digitalno. Zdaj, ko ti govoriš sinti, verjetno misliš na sintetizatorje zvoka, se pravi ne na tiste synthesizerje, kot si predstavljamo, ko poleti na terasi ponavadi starejši gospod igra zimzelenčke, ampak verjetno govoriva tukaj tudi o stvareh, ki imajo samo 3 gumbe ali kaj takega. Kakšne synthesizerje uporabljaš pravzaprav? Ja, imam par analognih synthesizerov, kjer ti lahko v bistvu slovenskih izrazov dosti ne poznam za to, ampak lahko oblikuješ zvok od tega, da imaš na začetku nek signal in pol lahko sinusni signal ustvariš ali pa itd. Skratka, lahko signale v bistvu preoblikuješ z filtri, z raznimi za tem envelope, to, kar ne vem, kako se v slovenščini reče, ampak skratka, v bistvu lahko ustvariš svoj sound. Torej, imam take synthesizer, imam pa tudi takšne, kjer imaš ti že v bistvu pripravljene zvoke in efekte in pol zraven kombiniraš in je bolj pomembno to, kakšne so melodije in to naprej. In v bistvu se gre pol, kakor samo, da je sintetiziran zvok, ampak princip je pa kakor, da bi s klavirjem pisal glasbo. Pa si tudi igral klavir ali kakšen drug inštrument pred tem? Ja, nižjo glasbeno sem naredil iz klavirja. Torej, 7 let sem igral klavir, potem nisem mogel klasične glasbe več poslušati, zdaj imam zelo rad, ampak
par let kasneje sem pol nazaj malo se vrnil in začel neki klavirskih skladb sem napisal in ki jih noben ni slišal, seveda, mislim, bližnji so jih slišali, ampak mogoče bo tudi čas za to enkrat, da se to objavi. Ja, mora biti pa res, zakaj pa ne. Te je mogoče to eksperimentiranje z zvokom pravzaprav navdihnilo, da si zelo hitro pravzaprav šel tudi v poskuse eksperimentalnega filma, ker to nekako oboje super se upada skupaj, ne? Eksperimentalna glasba, eksperimentalen film, ker čeprav vem, si na študiju začel z dokumentarnim, pa si potem šele začel z eksperimentalnimi filmi. Tu gre verjetno za precej drugačen način dela, ali se motim? Ja, jaz mislim, da tukaj moram reči, da je tudi vpliv moj oče, ki je delal veliko filmov, oziroma lahko se bi rekla skoraj, da je vsak njegov film eksperimentalni, zaradi tega, ker res tako drugače razmišlja in ne zna narediti navadnega filma. Torej, njegovi dokumentarci, ki so lahko zelo stvarni, so vseeno zelo lahko eksperimentalni zaradi načina v bistvu montaže, predvsem glasbe, inkorporacije vsega tega in v bistvu, ja, jaz sem v bistvu, tukaj je močen vpliv, da nisem razmišljal ali smem to v smislu, kje se konča ta, ne vem, šolski filmski jezik, pa se odpre to polje eksperimentalnega filma. Ampak tukaj jaz govorim tudi o eksperimentalnem filmu, ki je bolj v bistvu film eksperimentalne narave. Ker eksperimentalen film v klasičnem pomenu se mi zdi je tudi to, da eksperimentiraš s samim medijem in v bistvu eksperimentiraš z filmom, z medijem je najbolj rečeno, ampak jaz se pa bolj tega lotevam v smislu, da sam mogoče neke klasične da se poskušam odmakniti od klasične neke narativne pripovedi. Pa so te v to usmerili na akademiji ali si o tem začel razmišljati čisto sam od sebe? V bistvu me je to že odprej zanimalo, mogoče moram reči, da malo zaradi videospotov, so bliže vpliv pred akademijo in potem na akademiji sem videl smo imeli tudi eksperimentalni film kot neko poglavje, ki smo ga obdelovali in sem se takrat potem, sem videl par eksperimentalnih filmov, ki so me navdušili in sem v bistvu razmišljal, kako bi bilo v bistvu, če bi se lotil neke teme, ki je dost klasična, ne vem, ne samo teme, ampak tudi zgodba, ki je zelo enostavna, ampak na ta eksperimentalni način. In potem sem že med študijem to poskušal. Moram pa reči, da sem dobil potem od profesorice montaže, enkrat pa tudi kot neko grajo v smislu, to ni eksperimentalni film, ti ne veš, kaj je eksperimentalni film. In sploh nimam nobenih osebnih tez, zdaj se mi zdi smešno, nam se je zdelo takrat tudi smešno, oziroma tako malo tako puzzle v smislu, kdo zdaj postavlja pravila eksperimentalnega filma. Torej je tudi res, da je to tako, se mi zdi najbolj taka siva cona, takšno polje, kjer imamo neko zgodovino eksperimentalnega filma, ampak težko pa se to omeji. Jaz mislim, da je glih smisel tega, da nima teh omejitev. Ja, marsikdo bi se verjetno s tabo strinjal, bomo videli, kaj bojo naredili tisti, ki se ravno zdaj ukvarjajo s snemanjem celovečernega filma tukaj na Obali, če si mogoče kaj slišal, nisi sodeloval z njimi? Ne, to pa ne vem. A so mlajši kolegi? Ja, mlajši kolegi, predvsem zbrani nekako okoli Slovenske kinoteke in priimki, kot so Jerman, Meden, se tukaj kažejo. Okay. In menda ravno tukaj na Obali je nekaj teh, ki so jih šli posnet. Tako da, hej, mogoče v prihodnje. Mimogrede, prej si omenil tudi videospote, tudi sam si jih snemal. Se ti zdi, da so videospoti
Mogoče ravno to neko polje igranja, ne, saj sam si bil tudi v eksperimentalnem filmu, ampak za mlajše režiserje se dostikrat zdi, kot da je to neko polje, s katerim preizkušajo, kaj bi lahko posneli, ker mogoče niti ni možnosti za snemanje kratkih ali celovečernih filmov. Je res temu tako? Ja, jaz mislim, da je to dobro, da si to dobro povedala. Mi se račtikamo tukaj, samo tako, da veste. Da ne bo kdo zdaj mislil, da si jaz dovolim to. Jaz mislim, evo, pa sem že pozabil vprašanje. Ne, se vem. V bistvu, jaz mislim, da je to za mlade, so videospoti super mediji za eksperimentiranje, ampak v teoriji, ker kot prvo se mi zdi, da vedno v bistvu rabiš predvsem glasbenike, ki to podpirajo, ki ti dajo proste roke za to. In mi nimamo več, imamo par založb, ampak nimajo niti oni denarja, da bi financirali videospote, kar pomeni, da videospote financira umetnik sam. In zaradi tega je potem pod vtisom, da hoče imeti vse v nekako pod nadzorom in se mi zdi, da se potem dostikrat ne prepusti samemu filmskemu ustvarjalcu. In jaz osebno sem tudi mislil, da bom delal bolj eksperimentalne videospote, pa ko pogledam nazaj, sem v bistvu delal vedno kratke filme. Torej, vedno sem izkoristil ta medij kot, da bom naredil še en kratek film in pri vsakem mojem videospotu so sodelovali igralci ali pa igralke ali pa oboje. In sem njih kombiniral z glasbenicami, ki so v bistvu, katerih song smo predstavljali. In so to vedno pa bili kratki filmi, vedno je bila neka zgodba, to je bil meni vedno fokus. Moj prijatelj in en boljših in bolj poznanih zdaj videospot in filmski ustvarjalec Bonino in Glaro, s katerim zdaj pripravljava en videospot skupaj, on pa recimo je zelo vizualen tip in se mi zdi, da videospoti, tako kot Kukla, ki se mi zdi izjemna, zelo v bistvu vizualno pripoved imajo in meni je to bilo malo tuje. Tuje v smislu, da se sam tega lotam. Užival sem v tem, ampak ne pa sam. In evo, zdaj recimo z Boninom, s prijateljem, poskušava to nekako skupaj dati v eno, da jaz nekako to zgodbo upeljem, hkrati pa te vizualne momenti, ker videospot ima neka druga pravila, ki niso v filmu tako sprejeta, kot gledanje v kamero, nagovor v kamero in enostavno neke postavitve, ki so narejene za kamero, benda in drugih, ki sodelujejo, kar v filmu ti bi dal nek potvitveni efekt. Torej, mislim, da po mojem dolgem odgovoru, da mladi naj eksperimentirajo v videospotih, da to je neka vizitka, ki jo lahko pol daš filmskim producentom in rečeš, lej, to jaz delam, ampak rad bi naredil film, samo moraš si pa upati. Pa to pomeni, da za videospote tudi sam scenarije napišeš? Ja, in rad jih napišem skupaj s temi igralkami in igralci in skupaj moramo imeti tukaj Blaž Mencingerja, zdaj, če nisem nič name dropal, moram vsaj zdaj malo nadoknaditi. Ne, ampak z Blažem Mencingerjem pa z Lumo, ki je recimo duo, ki je bil glihkar zdaj v Kopru tudi, smo tako sodelovali, da smo se v bistvu usedli skupaj, oni so povedali svojo vizijo, jaz svojo in pol smo v bistvu celo malo podobno gledališki pripravi, torej celo skozi improvizacijo neke prizore zvadili in pol tudi je prišlo do ideje vsebinsko, kako bi to zastavili in tudi vedno pri videospotih se mi zdi, da je zelo pomembno je scenografija in kje se kaj dogaja in scenografija in v bistvu prostor, kjer se zgodba odvija, je skoraj enako pomembna za videospot, kot glasba sama.
Zdaj, ukvarjajo si se tudi že z virtualno resničnostjo. Kako pomemben je pa prostor tam? Moraš tam paziti pravzaprav na 360 stopinj prostora okoli kamere. Kako pravzaprav izgleda snemanje virtualne resničnosti, filma iz virtualne resničnosti? Ja, to je bila super izkušnja. Sploh zaradi tega, ker sem jaz imel takega mnenja, sem bil takega mnenja glede VR-ja, kot veliko filmskih kolegov in kolegic, in to je, da je to samo nek gimmick in da je to brez veze, da je to v bistvu samo neka tehnična novost, ki jo ne moreš uporabiti v neke vsebinske in neke umetniške namene. In moram reči, da po premieri te naše VR predstave, oziroma se reče doživetja, eni rečejo predstava, eni rečejo film, ampak ne bi bilo nič od tega, torej doživetje, experience, je res fajn pogovor stekel tudi iz filma, tudi iz gledališča, glede tega medija in kaj nam ponuja. In v bistvu sem se pa mogel ukvarjati z nekimi čisto drugimi zadevami, seveda, ker 360 pomeni, da v tem studiu, ki smo zdaj bi vse videli, in tako je tudi bilo tam, ko smo mi se postavili v neke prostore, nismo mogli skriti luči, pa smo jih imeli, ampak smo se pa odločili v nekem določenem trenutku, ok, pač ne bomo jih skrili, to je del tega, ampak to ne moramo ta izgovor imeti vedno in ti odpre neko polje, ki je res drugačno od filma, sploh zaradi tega, ker tudi ti, ko gledaš to, sediš, saj v našem primeru sediš na vrtljivem stolu in se lahko obračaš naokoli in imaš ta svoj svet. In smo se spraševali v smislu, a imaš občutek, ko gledalec, da gledaš to sam, ali imaš občutek, da to gledaš s temi 20, ki je naokoli, in kaj to pomeni, če si sam, ali je to za vsakega sam nastopamo mi ker je nekaj čisto drugega, kot nastopaš za neko publiko, ki je vedno širša publika, ali v teatru, ali v filmu. Ja, in tudi kamera je tako, da v bistvu mali premiki te kamere so ogromni premiki na VR kameri in deluje, kot da lebdiš ali pa da si čist nekje na tleh. In se mi zdi, da nismo še tam. Jaz sem to primerjal z prihod vlaka, da pa če je bila kamera v prvem filmu statična, je vlak prišel in so se ljudje bali. No, tako smo zdaj pri VR-u nekako, da kamera je statična in se nekdo približa v VR-u tebi in se ljudje bajajo. Pa smo dali počasi kamero na tračence, pa zdaj kamera iz roke, zdaj skratka smo razširili ta medij filma. In če se to tudi v VR-u zgodi, bo to tudi zelo zanimiv medij. Pa si razmišljal že, da bi nadaljeval kaj tudi z virtualno resničnostjo? Ja, sem razmišljal, ampak moram reči, da je film recimo do zdaj bila najdražja umetnost in se mi zdi, da VR je pa še dražja, ker pomeni, da zaradi ker ne moreš, ko jo projiciraš, film lahko vseeno projiciraš na telefonu, kjerkoli, v kinodvoranah, kar reči, da imam kinodvorane, če že, ampak distribucija je veliko lažja in zaradi tega tudi se nekako splača oziroma najdeš financerja, da to financira, da ne delamo zastonj vsega in VR je pa enostavno lahko narejen sam, da jih gleda 20 hkrati, pa že zato rabiš 20 očal, 20 slušalk in vsega tega in nek prostor in se mi zdi, da je to glavna omejitev trenutno, da ni tako dostopna, tudi ni dostopna ljudem tako direktno. Se mi zdi, da to je tudi nek problem tega medija. Ja, res gre trenutno za stvar, ki jo bolj ko ne vidimo na raznih festivalih. Ampak ko že omenjaš, na primer, finance, če te mogoče takole za konec malce kontroverzno pobaram, Slovenski filmski center je ravno šel v prenovo svojih pravilnikov, ki bodo vplivali tudi na razpise, projekte in podobno. Na kaj se ti zdi, da so tiste ključne točke, za katere upaš, da se bodo ali spremenile, ali da bodo vsaj začeli delati na tem?
Ker ravno glede financiranja so nekateri komentirali, češ naprimer do prvega celovečernega filma še lahko prideš, a kaj se potem zgodi z drugim, ko si še vedno mlad režiser, za sabo imaš zgolj prvenec, ne jemljajo te pa tako resno kot nekaj tistih, ki imajo že nekaj filmov za sabo, naprimer. Jaz mislim, da je premalo denarja, iskreno, in vse to vedno filmarji govorimo že leta. In sem pa jaz tudi v stiku, poleg s temi, ki so iz filmskega, pa gledališkega, pa umetniškega sveta, sem tudi v stiku ker sem igral košarko, z ogromno ljudmi, ki jih umetnost ne zanima, se jo tudi bojijo včasih in tako, to moče priznati. Ampak hočem reči, da njim sem mogel že ogromnokrat povedati, zakaj se borimo, kaj to pomeni. In se mi zdi, da enostavno, če se primerjamo z nekimi primerljivimi EU državami, kjer je enostavno budžet toliko večji, je to škoda zaradi tega, ker v Sloveniji imamo zelo kvalitetne filmske ustvarjalce in ustvarjalke in v bistvu dosegamo velike rezultate, sploh za tako malo državo in se nič ne spremeni. Ne vem, koliko let zdaj nazaj točno, ker moram reči, da se ne spomnim točno zdaj tega, ampak se je v bistvu budžet, se je denar razpolovil zaradi krize takrat in zdaj, ko se je dvignil, se ni dvignil niti na to raven, niti ne tja, kamor bi rekel. Torej, tudi ta občutek, da zdaj gre na boljše, je pri nas malo grenko kisu, grenko sladek, skratka bolj grenek v bistvu, zaradi tega, ker mi ne govorim, noben noče od tega, noben ne bo milijonar, noben noče od tega zdaj, da bo zaslužil ne vem kaj, ampak samo zato, da res lahko dostojno delaš, da je veliko filmov lahko narejenih, s tem se podpre ogromno filmskih delavcev, ljudje, ki niso samo za kamero, ki niso samo pred kamero, pa tudi ne samo režiserjev in tako naprej. In imamo vse, infrastruktura je. Tuje reklame se snemajo stalno pri nas, ker imamo in ekipo, imamo tehnično, vse, kar je potrebno, imamo lokacije. Zdaj scenaristično tudi se mi zdi, da gre zaradi delavnic in tako naprej navzgor. Torej, enostavno je tako banalno, ampak več denarja, več muzike oziroma filma. Kaj pa igralcev tukaj nisi omenil, sam si tudi stopil v vlogo igralca, zaradi tega, ker imamo pomanjkanje dobrih igralcev, ali kako je prišlo do tega? To me pa zanima zdaj, na kaj ciljaš točno. Ciljam na nekaj, kar mislim, da šele bo prišlo ven, ampak na IMDb-ju že piše, da je v izdelavi. Torej, ciljam na film, v katerem igrajo tudi Benjamin Krnetič, Miroslav Mandić. Aha, no evo, to pa nisem vedel, da je na IMDb-ju že. Ker preveč spoštujem poklic igralca, da bi se imenoval igralec, mi je izjemno všeč. V bistvu sem v tem poslu zaradi igralcev in igralk, ker ljubim sodelovati z njimi. Zato me tudi teater zanima, ampak že tako sem povsod, torej še teater zraven, bomo videli. Ampak skratka, ta film je pa kolega, režiser, s katerim sem študiral, delal. Aron Horvat, če spustiva še eno ime. Aron Horvat, tako je. In v bistvu iskreno je rabil nekoga, ki zna nemško. Mislim, jaz zdaj poskušam razložiti, zakaj je mene zbral. Je nekoga rabil, ki zna nemško in vedel je zato, da sem jaz imel neko rap fazo, v smislu, da sem se oblačil, to sem jaz povedal, to je tako skrivnost drugače, da sem se jaz tako pri 15-16 tako oblačil v tako raperska oblačila in da imam ta oblačila. In je on tako rekel, da ja, boš lahko ti nek raper tukaj, ki reši glavno igralko Laro Volk, spoiler alert, zdaj že skoraj. V nekem trenutku, ne samo jaz, tudi zraven so pa dejansko igralci, ki Jure Rajš, pa Max
Drag Skobler, upam, da sem prav priimek, ker moram reči, da z imeni priimki pa niso najboljši. In v bistvu, in moja punca Katja Grudnik, evo, da še to povem, ker tudi ona ni igralka, ampak skratka smo prišli skupaj in naredili ta film. Mi, da so bila tam samo 2 dneva, torej tudi to treba reči, ampak... Torej ona je lokalka številka 2, ti si lokalec številka 1? Tako nekako. Ampak jaz sem rekel 2 dni, v bistvu pa mislim, da se je film v 10 dneh posneval, kaj takega. Torej, upam, da že ne govorim preveč, ampak če na IMDb-ju pol, I guess, da je najverjetneje pol... Ja, jaz pričakujem, da ga bom kje poleti videla, če ne na Izola otoku, Izola Cinema, pa vsaj na FSF-ju. Evo, to mora pa jaz tudi, bom Arona vprašal, kje se zdaj nahaja film. V redu, čisto za konec, preden nama zmanjka časa, pa še vprašanje, bomo lahko tudi tvoj film iz Kubeda še kje videli? Ja, zakaj je bila ta pauza? Zaradi tega, ker še film v tem trenutku še ni končan. In se tudi sprašujem, ali bi rad mogoče malo bolj dodelal, ker zdaj sem bil vseeno pod takšnim pritiskom časa. In ne vem kje, ne vem še kje, ne vem tudi, koliko bo dolg. Eni festivali sprejemajo do 15 minut, eni do 30 za kratke filme. Bomo videli, mogoče ga letos že... Mogoče bi bila Izola super, Izola v bistvu Kino Otok super nek začetek, čisto zaradi tega, ker se tukaj dogaja pa tako, pa FSF in tako naprej, pa bomo pa videli. Mislim, tu je festivala pa je tako vedno se cilja, ampak to potem lokalci ne more videti. Ampak za Kino Otok pa mislim, da moraš pohiteti, ker bo tam nekje, mislim, da je do konca aprila rok za prijavo, tako da ti prav veliko časa ne bo ostalo. Bom se potrudil. Ok, zdaj pa, da te ne zadržujem, da greš lahko domov še dokončati montažo. Avgust, hvala, da si se udeležil tega intervjuja. Hvala tebi. Tako, vi pa, kot rečeno, če slišite kdaj ime Avgust Adrijan Brac, le poglejte, če ne gre za njegov novi film o Kubedu, ki vam bo mogoče predstavil to regijo še iz nekega drugega zornega kota. Sicer pa hvala, da ste bili z nami na Megafon TV, se vidimo prav kmalu.